Draga publika, dragi gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni na literarnem večeru tukaj v Miku Splet besed. Moj gost je danes mlad pesnik Matic Ačko. Matic, pozdravljen. Zdravo, pozdravljen. Povej mi, kako si in kaj si danes počel? V redu sem, danes dopoldan sem delal, montiral en video, če sem specifičen, pa urejeval neke stvari v mestu, med drugim naznanjal naš slam dogodek naslednji teden za en spletni portal, Mladi Maribor. In pa malo sem tudi šel skozi pesmi, ki jih bomo danes slišali. Tako da poln dan. Ja. No, Matic, jaz sem te povabila v bistvu, ker sem bila pred kratkim tudi povabljena kot gostja na vaš dogodek, kak je že? Oživljeni jezik. Oživljeni jezik, ja, ki ga pripravljate Slam Zverine v Mariboru. In sem te takrat prvič slišala kot pesnika oziroma kot slamerja, pesnika. In mi je potem tudi, sem Petru povprašala, pač, če imaš kaj več, Petro Kolmančič iz MKC-ja, in je seveda mi zelo toplo te tudi priporočala kot pesnika, tako da mi je zelo všeč, da nekako tudi sem na tekočem, tudi spoznavam pesnike, ki še nimajo svoje knjige. Zdaj svoje knjige še nimaš. Ne še. Ne. Ja, ampak je pa to ena želja in načrt, ja, ki se že par let tako malo kuha, pa pripravlja, pa treba samo ena točka, kjer bo res čas, pa ta push iz moje strani, da bom se tega res lotil, in potem se bo zgodilo, mislim, da ja. Ja, no, vsekakor veliko sreče pri tem. Hvala. In mogoče se potem spet vidiva na tem odru, kot Okay, knjiga. ja, z veseljem. Ja, danes bova sicer tudi rekla nekaj o tvoji poeziji. Zdaj nekaj bi te še na začetku vprašala, zdaj ko sva si pisala, si mi poslal pozdrav iz Cipra. Res je. Kako je s tem? Zakaj si bil na Cipru? Ja, torej, jaz sem lani postal državni prvak v slam poeziji, kar je pomenilo, da sem potem decembra tekmoval na Evropskem prvenstvu v slamu v Bruslju. In tam v bistvu spoznaš ogromno ljudi iz evropske slam scene in so me zdaj povabili. Organizacija se imenuje Ideograma, to sta dve ženski, Lili in Nora, na Cipru, ki sta zelo pač aktivni v tej poetični sceni. In Ciper ima vsako leto kot svoj slam festival, ki je njihovo državno prvenstvo, ampak ne samo to, so še druge nastopi in vedno povabijo tudi goste iz tujine. No in letos sem jaz bil en od povabljenih gostov iz tujine, da pridem in v bistvu nastopam kot gostujoči slamer, čist kot stvar izmenjave, v bistvu poetične in kulturne, da mi vidimo, kaj se tam dogaja, in da oni vidijo, kaj ljudje v drugih državah počnejo. In to je zelo ti odpre oči, no, ker so res stili iz različnih držav zelo različni, tematike, pristopi k odrskemu nastopanju in tako dalje. Teda zelo neka izkušnja, ki te res obogati in tudi njih hkrati. Tako da je v bistvu bil festival, ki je 3 dni trajal, 3 večere smo brali poezijo, nastopali, zadnji večer smo tudi tekmovali, tuji slamerji z lokalnimi. Jaz sem bil med 12 temi izbranimi slamerji 3., kar se mi zdi kar lep uspeh. Ja. In je bila res fantastična izkušnja, no. Tako da sem še vedno pod vtisi, no, v bistvu. Tako da poezija te dejansko lahko pošlje tudi dejansko v svet, konkretno. Definitivno, te pošlje v svet, in to so projekti, ki so tudi financirani in tudi se pokrijejo neke stvari, tako da dejansko je to neka vstopnica lahko, ja. Ja, ker ne vem, koliko mladi v Sloveniji so seznanjeni z to slam poezijo, ampak se mi zdi, da je celo, kar se tiče pač neke, ne vem, javne popularnosti v svetu, da nekako, ne vem, se mi zdi, da je nekako raste ta ugled. Ja, definitivno, ja. Če malo res povzamem v stavku ali pa dveh za ljudi, ki jim to ni tako domače, v 80-ih načeloma se je začela slam poezija v Združenih državah. Mark Kelly Smith nekako velja za utemeljitelja tega. In je v bistvu to nastalo kot način, kako približati poezijo mlajši populaciji, ki več ne bere zbirk ali pa kakorkoli.
To je seveda čas, ko je pop kultura na pohodu in seveda neki koncerti, tudi rap, recimo pa rap battle, ti ulični so se takrat moče nekako začenjali in slam tudi moče ne prvine si malo sposojajo. Tukaj ni zdaj, se mi zdi, da ni moče preveč enačijo slam poezijo pa rap, ampak imata pa neke skupne korenine definitivno. In v bistvu že od takrat, tako da v Ameriki, recimo, je to izjemno razvita scena že. Potem tudi v Evropi so recimo nemško govoreče države, Avstrija, Nemčija, Švica. Nemčija ima tako veliko sceno, da oni recimo na evropskem sploh ne tekmujejo. Nemčija ima svojo sceno, svoje prvenstvo in ta Avstrijka recimo, ki je bila na evropskem, pa ki smo zdaj tudi bili skupaj na Cipru, ki je v Avstriji zelo uspešna slamerka, mi je pripovedala, oni imajo včasih državna prvenstva z več tisoč gledalci, dobesedno na športnih prizoriščih, tako velika scena je. In imajo, ne vem, par sto, mi imamo v Sloveniji je 5 mest, ki načeloma organizirajo slam, oni imajo nekaj 100 slam večerov. To je prav neverjetno. Tako da ta scena je ponekod ogromna v tujini, ja, res, ja. Ja, no sej, dejansko, zdaj ko omenjaš rap, pač tudi tukaj v Sobote ima rap scena, ima kar nekaj korenine oziroma neko tradicijo, ampak ja, ta slam, mislim, da še ni bilo tukaj pri nas, se pa definitivno vidimo, no, Ja, definitivno, nas je tudi z veseljem. pritegnilo, predvsem zato, ker tudi praviš, da je to tudi za mlado publiko zelo privlačno. Ja, definitivno. Večinoma tudi v Mariboru, kjer zdaj že delamo to od leta 2016, se pravi letos aprila bo 6 let od prvega tega rednega slama. In se vidi, predvsem mlajša populacija, ampak ne izključno. Ne. Imeli smo tudi recimo eno gospa Mojca, je bilo ime niti, kako se je pisala, ki je bila starejša gospa, ki je hodila na naše slame dobesedno do svoje smrti. Tako da smo imeli, ona je bila tak del te scene, da nas je njen sin na svoj pogreb povabil, ko je ta gospa umrla. Tako da tudi starejših občanov smo imeli nekaj. Je pa moče res najbolj zanimiva za mlajšo populacijo, študentsko, srednješolsko in tak. In se res vidi skozi čas, se je pokazalo, da to sveda ni masovno, je to neka nišna stvar, normalno, pa pri nas, kot sva rekla, se to počasi razvija, pa ne, Slovenija nasplošno nima neke velike populacije. Ampak tisti, ki pa pridejo, pa jim nekaterim je pa to nek zelo pomemben način izražanja, nek javni glas dobijo s tem na odru, ki ga prej niso imeli. In se vidi, da jim to res ustreza in da jim to tudi nekaj pomeni. In imamo enih par ljudi, ki komaj čakajo, da bo naslednji slam večer in mi pišejo, že pred imamo mi rezerviran vitrinski dvor, kdaj bo naslednji slam, jaz komaj čakam in ja, se vidi, da nekaterim to res nekaj pomeni, ta glas, ki ga s tem dobijo. Tako da definitivno se mi zdi, slam uspeva s tem, kar je bil njegov prvotni namen, mlade vključiti v sceno poezije, govorjene besede, pisane besede, skozi nek drug kanal, kot je ta klasični, pisani, tiskani, publicistični del. Ampak recimo tudi ti, ki nastopajo na teh slamih, zdaj so to tudi verjetno pesniki, ki tudi drugače pišejo. Ali imaš tudi take, ki pridajo samo na slam, pa napišejo pesmi za slam? Tudi taki se najdejo, ja. Že to je zanimivo, že znotraj Slovenije je pestrost, v bistvu tematik pa pristopov zelo velika. V Mariboru nekako nas večina slam zverin izhaja mogoče bolj iz smeri sodobne poezije, recimo. Tako pavšalno rečeno, recimo, kar je tudi definitivno povezano s tem, kdo in kako je v Mariboru ustanovil slam, se pravi MKC s Petro Kolmančič na čelu, pa Nina Medved, ki je bila glavna pobudnica, pa Tonja Jelen je bila tukaj vključena, ki so vse pesnice. Medtem ko na Ptuju, recimo, ki je par kilometrov stran dobesedno, je pa slam, ta skupina Slamoraj, ki so poleg nas najbolj aktivni v Sloveniji, oni pa vsi iz rap scene izhajajo. Tam je pa tudi vodja skupine Mišel Amoristo, ki je dokaj uspešni raper slovenski. In oni pa zelo recimo Mišel sicer piše prav slam poezijo, nekateri pa dobesedno rap tekste nastopajo, sem pač brez podlage glasbene. In tudi to včasih deluje. Tako da je zelo, potem pa znotraj Evrope, ko pa gledaš to sceno, je pa še dosti, recimo avstrijski slam, pa nemški je tudi zelo specifičen, je zelo riman pa ritmičen, ampak ni rap, iz druge smeri prihaja, recimo. Pol anglosaški, ameriško-britanski slam je zelo značilen, ima neke svoje značilnosti in tako dalje. Ampak ravno to se mi zdi je ta pestrost, ker pri nas recimo smo to začeli,
pa so prišli neki pesniki iz različnih voda, pa nismo zdaj vsi šli na YouTube gledati, kako izgleda slam v Ameriki, ampak je pri nas se pa nek svoj slam mogoče razvija, ki bi lahko rekel, da bo slovenski slam mogoče, ne. Tako da, in ta pestrost je samo dobrodošla, to je samo dobro, ne. Tako da to se mi zdi je tudi ena taka fina komponenta slama, no. Ja, mislim, res je mislim, se pravijo nekako, da pesniki ne maramo nastopati, ne, oziroma da se držimo bolj v ozadju, ampak no, se mi zdi, da vseeno tista publika pa ta, ne vem, da te oder vseeno potegne potem na koncu, ne. Ja, oder ima neko svojo energijo, vedno ja, pa publika sploh, ko se ta kontakt spostavi, kar je tudi en od cilj slamanja, je to, da publika res začuti tvojo poezijo. Tudi včasih se publika aktivno vključuje, v smislu, ko jaz pokažem na vas, rečete, vsi smo eno, ne vem, zdaj izmišljujem, ampak tudi to se dela, recimo pa neke publike, za neko zvočno slikanje se publika uporablja, pa tako dalje. Tako da to definitivno, je pa to res neko presečišče, dosti ljudi, ki piše, tudi včasih zelo kvalitetno poezijo, s tem imamo mi tudi težave, recimo privabiti neke srednje šolce, ki vemo, da pišejo, ampak ne nastopajo radi, ker so pač bolj introvertni tipi, ki so v poeziji pogosti in to javno nastopanje ni njihova stvar. Slam pa je mogoče za neke ljudi, ki so in v pisani besedi, v poeziji pa mogoče to presečišče z dramskim ali pa glasbenim nastopanjem je tukaj malo. Tem pa to zelo ustreza. Tudi zato mogoče ni presenetljivo, da dosti reperjev pride. Ponekod recimo tudi stand-up komedija je zelo povezana. Imeli smo recimo gostujočega enega Avstrijca, ki je imel pri nas delavnico slama, pa je bil, mislim, na njihov enkrat prvak ali vsaj zmagovalec Innsbrucka, kar je že dosti, ker Innsbruck recimo tudi ogromno lokalno sceno. Ampak on recimo ni primarno slam pesnik, ampak je bolj dela tak monokomedije pa stand-up. Ampak ima zaradi tega njegova poezija recimo ni bila poetična, da bi rekel neka revolucionarna, bila zelo osnovna, če uporabim ta izraz. Ampak njegov odrski nastop pa prezenca sta bila pa izjemna. To je pa pač publika je bila na koncu stolov, ne. Izjemno humorna, izjemno življenjska, dosti nekih res lepih malih preobratov noter, tako da iz različnih teh smeri nastopanja prihajajo ljudje v slam sceno, ja. Ja, saj dejansko, saj je jezik konec koncev, dobro, malo se grdo sliši, ampak je zgolj medij za nekaj, kar želiš na en estetski način podariti drugim, ne. Tako, da, če je točno to je. vključen še oder, beseda ne izgubi, ne. Seveda, ja. No, Matic, preden nadaljujeva z tvojo poezijo, bom samo na kratko prebrala tvojo biografijo, da tisti, ki te ne poznajo, slišijo približno, kdo in kaj si. Ok, seveda. Torej, Matic Ačko, rojen leta 91, pesnik, performer in vsestranski ustvarjalec, ki se s slamovsko poezijo resneje ukvarja od leta 2017. Deluje kot vodja slamovske skupine Slam zverine, ki pod okriljem Mladinskega kulturnega centra Maribor prirejajo mesečne večere slam poezije z naslovom Ožuljeni jezik. Obiskoval je drugo gimnazijo Maribor ter končal dodiplomski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani kot diplomirani industrijski oblikovalec. Končal je magisterij iz oblikovanja izdelkov na Fakulteti za strojništvo v Mariboru. Njegova poezija je bila že nekajkrat objavljena v literarnih revijah, med drugim v revijah Apokalipsa in Mentor, kjer je bil lani poleg poezije objavljen tudi obsežnejši intervju ob osvojitvi naslova državnega slam prvaka. Nekaj pesmi lahko preberemo tudi na spletnem portalu e-objave MKC Črka, bila pa so izbrane tudi za 2 pesniški antologiji Lejerjeve hiše v Kranju, Zadnja vaja ter Reke. Potem leta 2020 je sodeloval v uveljavljeni akciji MKC-ja Poezija na mestnih ulicah. Konec lanskega leta je bila v mednarodni spletni reviji Teen Journal objavljena njegova prva recenzija pesniške zbirke Sandpaper Tongue, Parchment Lips, korejsko-afriške avtorice Melanie Hyo In Han v angleškem jeziku. Je 2-kratni slovenski podprvak v slam poezije in državni prvak leta 2021. Zdaj, poleg poezije občasno piše tudi kratko prozo in tekste za uglasbljene skladbe. 3-krat je nastopil na festivalu Kantovanje s svojimi avtorskimi skladbami, letos pa je na spletu izdal tudi svoj prvi avtorski singel Morje. Poklicno deluje kot samostojni podjetnik na področju industrijskega in grafičnega oblikovanja, fotografije in videa.
Tako da, Matic, ti v bistvu združuješ nekako več medijev, več, se pravi, jezik, ne vem, video, glasba. Zdaj tudi sam Maribor je znam po tem, da ima zelo rad tudi te, recimo, hibridne umetnosti, kot je recimo performance. Ne vem, kaj je tebi recimo osebno tako simpatično pri spajanju teh medijev, ker recimo meni so performansi super. Ne vem, meni se zdi, da to definitivno do neke mere je pogojeno s tem, kako tvoji možgani in ti deluješ kot osebnost. Moji možgani so pač izjemno sintetični in radi, v smislu, da radi sintetizirajo elemente od vse povsod. In to je bil že od vedno hkrati moče neka moja prednost in neka slabost, ker če hočeš biti res vrhunski, se moraš fokusirati v neko področje, običajno. Moja prednost je bila pa vedno to, da me je zanimalo vse. Ampak je tudi, se s časoma naučiš, da tudi če nisi v nobeni stvari res top of the top, je pa tudi to, da znaš sintetizirati neke različne stvari iz kulture, jezika, znanosti, oblikovanja, grafike, nekih vizualnih medijev, zvočnih in tako dalje, da je tudi to seveda neka svoje vrstna prednost. In tudi zato mogoče mi oblikovanje tak leži, ker že samo oblikovanje, industrijsko in grafično, je v bistvu neka sinteza različnih področji. In to je preprosto nekaj, kar me pač veseli. To raziskovanje, kaj se da s temi presečišči narediti, kako združevati te medije, je preprosto neko skoraj to otroško navdušenje čutim v tem, ko odkrivaš, kaj se da za temi presečišči narediti. In včasih je seveda te zasuje, ker je preveč vsega tega, ampak vse te dejavnosti, ki so tu not naštete, se mi zdi, so zdaj tak integralni del mene, da če bi jih čisto opustil, bi čutil, da nekaj manjka. Se seveda ne ukvarjam s vsemi isto intenzivno, tudi recimo nekaj časa sem zelo intenzivno plesal. To pač ni zamoče tako povezano s tem, ampak sem bil tudi plesni trener nekaj časa, pa sem pač potem to opustil za neke druge dejavnosti, ampak zdaj spet tak enkrat na teden pa hodim za dušo na ene plesne delavnice, ker ena dobra prijateljica pač uči. Ampak so pač to neke stvari, ki jih ne moreš čisto izklopiti. In na koncu pa potem iz tega pa nastanejo lahko neke zelo zanimive sinteze in presečišče in tak. In to je to, kar mene najbolj mogoče veseli, pa žene, pa tak, ja. In tudi zato mi je slam blizu, ja, ker je to nek performance, pa ki združuje neke različne elemente. Pa potem smo tudi že delali, recimo za Petro Kokol sva naredila video spot za njeno slam poezijo, pa potem tudi grafično oblikovanje za naše društvo delamo skupaj z Petro, ki je naša podpredsednica, zdaj pa Metko, ki smo vsi iz oblikovalskih voda v bistvu. In to mene preprosto veseli. To je tako zelo preprosto rečeno, ja. Ja, saj je zanimivo, ker konec koncev, ne vem, mediji, kot je recimo performance, v bistvu nimajo zdaj neke dolge tradicije, ne, še, ker pač nismo tehnološki zdaj glih ravno 2000 let, ne. Ja. Mislim, je pa res, da recimo zelo lahko razširijo polje, ne. Saj jezik ostane jezik, ne, dobra pesem ostane dobra pesem, ampak lahko iz nje dejansko narediš event, dogodek. Tako da, mislim, ne bi rekla recimo, da bi se moral samo na eno stvar fokusirati, saj si lahko odličen pesnik, pa kljub temu potem to preizkušaš, ne, vržeš pesem na oder, jo vržeš v, ne vem, mislim, spomnim se enega festivala performa in tisto je bilo fantastično, ne, tisto, mislim, tam je tudi bilo, v bistvu je bila mešanica, ne vem, pač teh video medija, potem gledališča in poezije. In vem, da je tako daleč prišlo, da so tam pred odrom imeli celo, ne vem, surovo meso, pa je pač ena udeleženka naredila gledališki event, kjer je prav dejansko špricala kri, ne. Tako da, ja, ampak pravim, pesem ni bila nič slabša zaradi tega, ne. No, zdaj, ko sva že pri besedi, pri pisanju, recimo, kako pa je tvoja pesniška pot tukaj se začela? Pač praviš, da te zanima mnogo pač zvrsti, več umetnosti, se pravi isto ples, recimo likovna umetnost. Kako je tukaj se znašel jezik in kako poezija? Je to povezano z z slam poezijo ali si že prej recimo pisal? Jaz sem pisal v ene par obdobjih, recimo temu. In tak
da sem prvič nekako začel, pa napisal neke pesmi, bilo po moje zadnja tretjina osnovne šole, ker že takrat mi je bila literatura in tako nasplošno blizu. In sem pač probal, seveda tistih pesmi ne bom nikoli bral na glas, to se razume zdaj, ne, ko sem odrasel človek in to berem za nazaj, ampak je to neka potisna točka, recimo potem sem v srednji šoli nekaj časa kar aktivno pisal, pa druga ima recimo ta Prešernov festival, ki je super v ta namen in sem tudi tam potem v zadnjem letniku bil nagrajen. Potem nekaj časa nisem pisal, pa spet malo, potem se mi zdi konec do diplomskega študija, pa tako malo tudi seveda povezano z nekimi dogodki v življenju, pa tak, ki te k temu potisnejo. Ker se mi zdi poezija za marsikoga, ne samo za mene, je izrazito tudi neko sredstvo v bistvu govora samim sabo. Se mi zdi, da je to nek način, kak neke stvari s sabo predelaš, ko mogoče jih s nobenim drugim ne moreš, pa mogoče te pesmi potem niso nujno zdaj za neko branje ali pa objavo, ampak tebi osebno pa omogočijo neke male korake naprej in z nekim delom pol za nazaj pa se tudi iz tega da narediti neko zanimivo poezijo, recimo. Je pa definitivno je bilo moje najbolj produktivno obdobje in največ teh pesmi, ki jih predstavljam zdaj, je pa nastalo v zadnjih par letih, odkar sem član Slam zverin, definitivno. Ker je preprosto, ko si vključen v nek tak kolektiv, ker vsi ustvarjajo, pa ne samo znotraj Slam zverin, seveda tu so bile seveda, kot rečeno, MKC, ki ogromno dela na tem področju, s Petro Kolmančič na čelo MKC Črke, ki je super pesnica, ki nam tudi vedno da feedback, z veseljem kaj prebere, z veseljem pove. In v takem spodbudnem okolju najbolj zrasteš kot umetnik, v vseh zvrsteh. Tako da to je definitivno bila ena zelo prelomna točka za mene in moja poezija, tudi čist gledano kot pisana poezija, če zdaj odmislimo performance pa slam pa to, ne bi bila na takšnem nivoju kot je zdaj, če jaz ne bi bil v tem kolektivu teh ljudi. To je dejstvo. Tako da začel sem že dosti prej, ampak to, kjer sem zdaj, je pa v veliki meri povezano definitivno s tem, ja. Ja, imaš pa tudi potem, slišiš ogromno dobre sodobne poezije, pa še brati ti ni treba, ne? Tudi, ja. Po eni strani je tudi to, ja. Ja, smo bili tudi seveda potem, z tem kolektivom smo hodili na ogromno teh branj, recimo v okviru Dnevov knjige, pa smo potem tudi bili povabljeni kot avtorji in tak, kjer smo v bistvu z zelo velikimi imeni tudi na odru brali in tam slišiš res presek, ne vem, 30 pesnikov, ki so, ne vem, v Mariboru trenutno aktivni in že to ti odpre ogromno, ne, neko veliko zakladnico, recimo, spekter, ne. Ja, Matic, zdaj pa te vabim malo k branju seveda, da slišiva, o čem se sploh pogovarjava. Tako da prosim za prvi sklop branja, pa ne vem, mislim, da je nekje bila obljuba tudi malo slama, Ja, da to pa ja. po tvoji izbiri. Tako. Najprej bom prebral par pesmi, nekatere od teh pesmi sem znal na pamet na neki točki, ker seveda za slam se jih učimo na pamet. Zdaj jih ne znam. Na koncu tega prvega sklopa pa je ena pesem, ki sem jo zdaj na Cipru nastopal, tako da jo dobro znam. In bom to odslamal. In bo tudi potem, ko preberem par svojih pesmi, mogoče bolj smiselna ali pa bolj efektivna. Okay. Sirene v Berlinu. V tem mestu sirene nikoli ne utihnejo. Vedno je nekaj urgentno, v vsakem trenutku nekaj gori, venomer je treba reševati razpadajoča življenja mnogo prepozno in hkrati raztrganine krpati v platno družbe. Mestne sirene ne vedo, kako znaš biti tiho in jaz strmeti brezpredmetno skozi hotelsko okno. Modri impulzi slepijo koščene lutke v izložbah in se drobijo v bleščicah in ljudje samo grejo v noč. Vprašaš me, če je vse okej. Seveda ni. Če bi bilo, ne bi napisal vseh teh pesmi. Tovarna. Ta pesem je, mislim, starana 4 ali pa 5 let in je ena redkih, novejših, ki je v verzu in ritmu napisana. Sred praznega polja je siva tovarna. V njej je vozlovje srebrnih cevi. Velika črpalka v razmočeni hali poganja skoznje temno kri. Roboti v cisterne ožemajo trupla. Jih zmeljejo v lepe kose mesa. Temna kri dre po debelih ceveh. Kaplja iz spojev na betonska tla. Na koncu tovarne, na koncu ožilja, ogromni bazeni lepljive krvi. Z njo zalivajo
plastična polja, nekaj pa jo ostane še za ljudi. Vojska metuljev. Vzgojil sem vojsko 1000 metuljev in jih bom naščuval na vas, ki sejete novo sovraštvo, ki širite temo človeškega razuma in zastirate našo humanost. Naščuval jih bom na vas, ki postavljate žičnate ograje in širite lažne novice in zažigate križe in dokazujete, da je zemlja ploščata. Prišlo je leto 2018. Vihar živih cvetov se bo spustil in napolnili bodo vaša usta in ušesa in očesne votline in pljučne mešičke in srčne prekate in dvanajstnik in sečni mehur in slinavko in genitalije, dokler nikjer več ne bo prostora za nove barve in bo vse v barvah. Vzgojil sem vojsko 1000 metuljev in zdaj nemirno trepetajo s krili pod stropom rastlinjaka ter čakajo na moj ukaz. So kot oblak barve, so cvetoči travnik, ki lahko vzleti pod nebo in postane moja bojna ladja. Biti reka. Ta pesem je bila v bistvu napisana za zbornik, ki je bil prej omenjen, Reke, Lajerjeve hiše. Sem si pa že nekaj časa nameraval nekaj v tej smeri napisati in je bil to fajn spodbudna točka, ta zbornik. Biti reka. Rad grem ob reki, rad bi zmogel postati tok, ki zna odplaviti škodo svojih neurij, ki zna ne zastati, obtičati, nedefiniran obstajati med vsemi oblikami, biti identiteta, a v vsakem preseku fluidna. Rad bi pognal ob svojih bokih civilizacije, primitivne, kot so bile preproste skupnosti delavnih ljudi v časih bogov, rad bi držal pri volji, pri življenju, nahranil, bil zlit s tokom zgodovine, ki me je naplavila v ta trenutek. In takrat bi bolje razumel, razmišljal, bolj kristalno kot ledena smaragdna tekočina z ledeniških kraljestev z začetkov časa. Rad bi, da iz mojih naplavini nekaj zraste, kar je nekomu zavetje, ali nekomu hrana, ali le nekomu lepota, v dolgi svetlobi nizkega sonca, ker vsak si dolbe svoje doline, vsak je neko telo vode, pretakajoč se v druga življenja, je zlivajoča se prozorna kri ožilja, ki je svet. SH 143218. Stephen Hawking je mrtev. Gravitacija črne luknje je tako močna, da posrka celo svetlobo in celo ljubezen in celo življenje. In tako te nobeno znanje fizikalnih zakonitosti in nobeno razumevanje vesolja ne more rešiti pred smrtjo. Rekli so, da boš umrl pri 22. Ti pa si že vedel, da obstaja imaginarni čas, ki ga ni še nihče razumel. Nihče ni razumel, kako bi lahko prišel tako daleč na električnem vozičku. Nihče ni razumel, kako lahko vse nastane iz nič in kako je lahko bilo celotno vesolje v nekem trenutku brezdimenzijska točka. Nihče ni razumel, da si ti bil tam, ko se je začelo. Nihče ni razumel tvojega strahu, nihče ni razumel tvojega glasu, nihče ni razumel. Kako daleč bi šele prišel brez vozička? Ali pa sploh ne tako daleč. Zdaj si tudi ti le še brezdimenzijska točka in navadni ljudje bomo spet pisali znanstveno fantastiko s sramotnim pomanjkanjem domišljije naših majhnih umov. Zdaj te ni več in jaz se bom zavedno spraševal, kaj je resnični vir svetlobe v tistih oddaljenih galaksijah, ki jih zgolj slutim onstran svojega razumevanja. Kiti že spijo. Kiti že spijo v svojih votlinah, zviti v temne gmote skal. Mrak z meglenimi jeziki liže slano stal.
Lučke v daljavi pojejo s presladkimi glasovi in plešejo tako nedolžno za zaveso atmosfere, kjer so jantarni gozdovi. Srhljivi mir lebdi nad svetom, kot da bo noč trajala 1000 let. Takšna tišina in tema pokrivata bele pokrajine sladkorja. Toda vse speče in bdeče ve, da čez nekaj ur vzide krogla nad morja in pordeči obzorja in nihče ne ve, kaj z njo prihaja. Nova era brbota globoko pod kamninsko skorjo, a mediji modro molčijo. Preživeli. To je recimo da pesem v prozi. Trupla beguncev so zdaj na dnu morja, vložena v slanico kot laboratorijski primerki ali Lidlove kapre. Njihova smrt je bila najbolj ekološki, najbolj okolju prijazen genocid. Podjetje Diskriminacija nam je končno predstavilo Holokaust 2.0. Prvi je bil tako zelo prejšnje stoletje. Mrtvo dekle, ki je lebdelo v modrem steklu s svojimi pravkar rojenim otrokom, še pripetim nanjo s popkovino, je v trenutku uročilo zdravnika, ki jo je našel. Prepozno. Koliko bi Damien Hirst iztržil iz takšne umetnine? Tako pa je postala le še ena utopljena čarovnica, katere urok se je iz zdravnika takoj razširil nad vso celino. Sploh še ne vemo za prekletstva, ki se dvigujejo kot mul z morskega dna. Preživeli govorijo zgodbe. Ilustrirajo jih s fotografijami na svojih pametnih telefonih, ki jim jih zavidamo. Telefone, ne fotografije. Uspelo jim je in stopili so na tla Evrope, da so jim tukaj povedali resnico o božičku in evoluciji človeka. Na gumijastih čolnih so pripluli do severnega sija. Za 1000 evrov so kupili novo življenje na črnem trgu, kar je napram ceni ene same ledvice zelo dobra naložba. Morda bodo pa dobri poslovneži, čeprav so teroristi. Koga vse Evropa ropa? Ena pesem je še ostala do konca prvega sklopa in ta pesem je Zarota. In to je pesem, ki jo bom odslemal, ker lahko. Tako da, ta mikrofon. Te pesmi je naslov Zarota in je v osnovi kratek priročnik o tem, kako razvijete svojo teorijo zarote na kateremkoli področju življenja, v bistvu. Tako da lahko si kaj zapišete, zelo priročno. Ta pesem konkretno ustvarja teorijo zarote na področju sodobne literature. Naslov je Zarota! Moje ime je Matic Ačko. Včasih sem bil pesnik, potem pa sem nehal, ker nisem več zdržal. Zdaj bom vam razkril nekaj šokantnega. Sodobna poezija sploh ni prava poezija. Se vam nikdar ni zdelo čudno, da je izdelana tako na hitro, brez vsake rime in ritma? Sodobna poezija v resnici vsebuje globoki protojezik neurolingvističnega programiranja, s katerim vam perejo možgane. Je nevarnejša od cepiv, ker ne vstopa vaše telo, temveč v vašo dušo. S tem invadira vašo zadnjo fronto zasebnosti. To vam bom rekel kot dobri Samaritan, ki zgolj nesebično želi razkriti resnico. Sprva boste zbegani. V šoli so vas vendarle učili, da je sodobna poezija prava in celo, da je dobra za vas. Je bila vse to laž? Obrnili bi se na priznane pesnice in pesnike, na literarne revije in eseje, ampak jaz vam rečem ne! Oni so vsi del kolesja. Oni so ta skorumpirana sodrga. Vsi sodelujejo v tej zaroti in s tem mastno služijo. Zakaj mislite, da Anja Golob zagovarja cepljenje? Mene poslušajte, jaz sem bil državni podprvak v slemu 2-krat. Vse avtoritete me bodo demantirale, ampak vi, ki ne veste ničesar o sodobni poeziji, boste zdaj ogorčeni verjeli meni. Vse literarne revije me bodo izključile, ampak jaz bom objavil članek v Zarji, ki bo kratek in šokanten in neskončno bolj čitljiv od suhoparnih strokovnih esejev.
in se mimogrede še fotografiral s tabletami kolagena za celostranski oglas. Potem vam bom prodal svojo zbirko prave poezije. Ta vas bo ozdravila prejšnje škode in iz vas naredila resnično samostojne, svobodne, misleče ljudi. Z denarjem od zbirke, objav in oglasov bom financiral svojo revijo, svoje lastne nazive slam prvaka in skromno vilo na Baliju. Nekega dne se bo moja narativa izpela. Sodobna poezija bo živela naprej. Nobenih dokazov ne bo, da ste zaradi moje prave poezije na boljšem kot tisti, ki so brali sodobno poezijo ali ki poezije sploh niso brali. Ampak dokazi niso važni, če boste verjeli. Nikoli ne boste priznali za nazaj, mogoče nas je pa samo naplahtal. Nikoli ne boste niti pomislili, da sem bil morda preprosto slab pesnik. Matic, hvala. Z veseljem. In seveda bravo za takšno pesem. Zdaj, ne vem, kako je nastala oziroma kdaj si jo napisal, kako dolgo si jo pisal. Ta pesem konkretno je nastala lani, zgodaj poleti, recimo, pred državnim prvenstvom v slam poeziji, kjer sem jo prvič tudi nastopal. In je, mislim, da zelo očitno navdahnjena z vsemi teorijami, ki so se v bistvu širile že pred korono. Za nas se mi zdi, za Slovenijo, za slovenski trg, za rod, je to dokaj novo, ampak v resnici se to že 10-15 let dogaja in je seveda hiper poganjano strani socialnih omrežij. Ampak pri nas se mi zdi, so se še toliko bolj razširile, ker jih nismo bili prej temu toliko izpostavljeni in te koronske teorije so pa pri nas prišle res do izraza in se je s pomočjo malo starejši populaciji, ki nima toliko stika z Facebookom, potem se je to zdelo, tu pa je zdaj nekaj na tem, če se toliko govori o tem. Ne? In seveda, nobena stvar v kapitalističnem sistemu ni nedolžna, vse je normalno, da tudi farmacevtski sistem črpa svoje profite pa tako dalje, ampak zanimivo je, kako hitro neke stvari grejo zelo daleč, ko se ljudje med sabo pogovarjajo, pa pol se to širi na rojstnih dnevih. In vse te teorije v bistvu nekih par zelo preprostih mehanizmov uporabljajo, ki ko jih enkrat vidiš, jih zelo hitro prepoznaš in jaz rad počnem to v slam poeziji, da neke te zakonitosti vzameš in jih do nekega absurda pripelješ, da postanejo očitne. In zato se mi zdi, ta pesem deluje. Plus še ena stvar, ki jo ta pesem hkrati počne, je to, da sodobno poezijo postavlja v nek bolj pomemben položaj, kot ga ima v resnici. Ne? Vsi vemo, da na tem polju bi težko razvil teorijo zarote, ker ljudje niso tako vključeni v to. Če bi bila na področju pop glasbe, recimo, ali pa še posebej na področju zdravja in cepiv, ki vstopajo v naša telesa, je pa to nekaj, kar pa ima zelo veliki čustven naboj. Teda moče tudi zato ta pesem ima en ta humorni moment, ker se pretvarja, da je poezija v bistvu pomembnejša, kot je v današnjem svetu. Ne. In ja, se mi zdi, da deluje in je tudi na zelo pozitivne reakcije naletela. Tudi recimo zdaj na Cipru sem je nastopal v slovenščini, z hkratnim, običajno nastopamo v maternem jeziku, pa je hkrati zadaj projekcija prevodov. In je tudi delovala, čeprav je bilo v slovenščini in seveda noben tam ne govori slovensko, ampak je s prevodom tudi bila zelo dobro sprejeta. No, tako da, ja. Ja, mislim, je ena taka, bi rekla, res dobro angažirana pesem, ki totalno paše pač v ta čas in ta prostor. Vse verjetno je tudi, recimo, ne vem, zdaj, če pišeš za sebe, ne, tako čist intimno, verjetno je tudi tematika, ne vem, motivika nekoliko drugačna, kot pa če pišeš dejansko za slam. Ker če pišeš za slam, imaš vseeno nekako tisto publiko pred sabo in dejansko pri publiki trenutno najbolj palijo pač angažirane pesmi. Ne? Tako da mogoče je tudi pri tebi tako, ko pišeš mogoče bolj intimno, so manj angažirane pesmi. Ja, definitivno, ja. Jaz ne pišem izključno. Imam zelo rad politično in družbeno angažirano poezijo, ampak ne pišem izključno tega. Pišem tudi zelo osebne pesmi,
ki tudi jih včasih nastopam, so objavljene, bodo objavljene in tako dalje, ni da bi to skrival, ampak z mojim stilom konkretno in z tem, kar jaz mislim, da je treba povedati na odru, to sovpada. Dostikrat pa je slam poezija v bistvu zelo osebna in intimna in tudi dostikrat zelo deluje, sploh če so neke izkušnje, s katerimi se lahko poistoveti publika. In so, recimo, če bi samo tako kot primer navrgel, Button Poetry je en profil in eno združenje v Ameriki, ki ima ogromno slam dogodkov in tudi ogromno video producirajo iz teh dogodkov in je na YouTubeu na stotine video, boste našli, če greste Button Poetry iskat. In tam se mi zdi skoraj prevladujejo neki res zelo osebno izpovedni pesmi, ampak najdejo neke momente ali pa neke trenutke, recimo dneva, vsakdanjika, neki čustvenih doživljanj, s katerimi se lahko dosti ljudi poistoveti in zato dobro delujejo. Ampak ja, meni se zdi, recimo, da slam je super medij za to družbeno angažirano noto in besedo. Ja, saj dobro, najbrž je tudi ena izmed nalog pesnika, da pač, ne vem, ker res zdaj trenutno živimo v takem bombastičnem času, ko je res ogromno enega materiala, kjer tudi, mislim, kjer tudi pride na dan malo ena globja družbena resnica, ki se je prej mogoče nismo zavedali, ne. In je mogoče tudi naloga, odgovornost pesnika, da se pač prav aktivno vključi v to eno kritiko družbe oziroma, mislim, bolj bi rekla, eno iskanje zdrave pameti, ki je še preostala, ne. Ja, jaz mislim, da ja, umetnost definitivno je lahko kot nek dokument in komentar časa, spet seveda ne obvezno, ne. So recimo dobri pesniki, ki pač o tem ne pišejo, ki o tem ne morejo pisati in je to popolnoma razumljivo. Tisti, kot sem jaz, ki nam pa to ustreza, pa se mi zdi, da je prav, ja, da se to pove, komentira in tako dalje. In gledano na splošno, na sceno, jaz mislim tudi, da je to ena od odgovornosti scene, ja. Ja, ker dejansko v tem svetu živiš, ne. Ja, mislim, ja. to se zdaj dogaja, to je Seveda. tukaj in je verjetno pač tudi v poeziji potem, Ja, ne. se tudi v bistvu te osebno izpovedne pesmi so dostikrat tiste, se mi zdi sploh, ki so res efektivne, pa res kvalitetne, če uporabim ta izraz za komentiranje nekega ustvarjanja. Dostikrat v bistvu tudi skozi osebno doživljanje nekega posameznika reflektirajo v bistvu duh časa, ne. Ja. In tudi jaz to rad uporabljam, ker naše doživljanje je dejansko preplet nekega širšega družbenega konteksta in kako to oblikuje naše osebno življenje in se neke te družbene momenti lahko kažejo na zelo različnih nivojih, ne. Nekateri se tega lotijo zelo skoraj preveč neosebno in splošno, nekateri pa skozi čisto intimne izpovedi samo nakažejo v bistvu neke momente, ki so trenutno v svetu neprisotni. No, ampak ja, značilnost neke poezije, ki ostane, pravzaprav je ena njena lastnost, da nam pač izzove neko čustvo, ne, ker Ja, to pa definitivno, ne zagotovo, samo ja. pač intelekt, ne samo nek razmislek, ne samo en smeh, ampak pač nekaj globalnega v nas, neko, ne vem, čustvo, duhovno neko komponento. In ravno to se mi zdi, da razlikuje dobro in slabo angažirano pesem. No, zdaj pri tebi se mi zdi, da pač seveda kasneje bova tudi, oziroma zdaj v kratkem, tudi prebrala tiste manj angažirane pesmi tvoje, bolj intimne, tako da seveda nisi samo angažirani pesnik, ne. Zdaj, ne vem, mi je tudi zanimivo, recimo kljub temu, da zelo malo pišeš v pač tem urejenem ritmu, rimi, ne vem, kar nam mogoče na prvi pogled bi mislil, da rima na pesem, ritmična pesem bolje deluje pri nastopu. Ampak ko bereš, recimo, se pa razkrije tudi en tisti notranji ritem. Neurejene pesmi, se pravi ritmično neurejene pesmi. Ne vem, kako ti doživljaš recimo ta notranji ritem pesmi, ki ni v rimi, ki ni v verzih. Ja, zelo odvisno. Pri enih pesmih probam sploh ne o tem razmišljati, pa nalašč to probam razlomiti, pri enih pa se mi zdi, da je efektivno in pri slamu to definitivno do neke mere deluje. Zdaj jaz s slamom skoraj nikoli res v ritmu in rimi, nekateri to počnejo,
meni osebno se to ne zdi toliko efektivno v današnjem času. In je pač to stvar osebne izbire. Bi mogoče kdaj bile te pesmi strani neke publike boljše sprejete, spet tu je tudi odvisno, ker različna publika opažamo, da na različnih slam dogodkih v različnih krajih različne stvari delujejo. In bi tisto bilo mogoče kdaj boljše sprejeto, ampak to nisem jaz, ki se hoče pokazati na odru. Ampak se mi zdi pa, da neke malo bolj prikrite figure, neke navidezno naključne rime ali pa neki občasni ritmi, pa vseeno so kot neke te točke sidrišča za publiko, tudi če nezavedno, da se na njih ojamejo. In slam more graditi na teh nekih govornih figurah, ker je vseeno toliko neposredno podajanje, ti imaš ta 3 minute imaš na odru, da poveš to pesem živo in oni morajo razumeti. V pisani poeziji, ki je namenjena nekemu branju, pa ponovnemu prebiranju, pa tako seveda gremo v neke globlje metafore, večplastnosti in tako dalje. V slamu pa seveda se neki zelo površinskosti probam izogibati, ampak moreš biti bolj neposreden. In tudi govorne figure in zvočne figure igrajo pomembno vlogo pri tem. Plus tega, da se tudi z glasbo ukvarjam, sicer in imam ta ritem, pa neke te melodije zelo vgrajene, se mi zdi, in je to del mene, hočeš ali nočeš. Mogoče tudi včasih pozavestno to uporabiš, ne, med pisanjem. Ja, ampak se pa res drugače sliši, ne, ko bereš. Recimo, ko sem brala tvoje pesmi pač privat, so se mi zdele čisto druge, kot pa zdaj, ko govoriš. Ne. To je meni tudi dosti zanimivo, ko poslušam kakšna branja, kakih pisateljev, pisateljic, pesnic. Je vedno zanimivo videti, kako oni zvočno to interpretirajo. Ja, zdaj v svoji poeziji imaš dosti pač, nekako imaš zelo raznorodne motive, tudi teme, ampak vseeno se mi zdi, da imaš en ta bistveni, eno dvojnost, se pravi, ene urbane pesmi, ki so pač, ne vem, čisto, kako bi rekla, prav tiste prave urbane, se pravi, ne vem, mestni utrip, pa ta, ne vem, ta sistem, ne vem, družba. Po drugi strani imaš pa ene bolj take naravne, imaš tudi ogromno tematike, recimo, ne vem, z podnebnih pač teh sprememb in tega, kako dejansko narava propada. In imaš tudi en čist drug ritem, drug pristop pri obeh. Ne vem, kaj je to tako zavestno ali čisto... Čisto kako te, ne vem. Tako, to sta neka dva pola, ki se jo zavedam, ampak malo odvisno. Mogoče te celo urbane, kot so bile Sirene v Berlinu, so bolj spontane, bolj nek moment nekega doživljanja, medtem ko ta okoljsko angažirana poezija, okoljske problematike je zelo zavestna pri meni. In to je povezano tudi z mojim poklicem, ker kot oblikovalec skozi študij in skozi delo zelo spoznaš neke resne problematike, ki jih ima človeštvo zaradi hiperprodukcije in vsega ostalega. In se mi zdi, ko o tem razmišljam, se spomnim, tako da ne moče mikroosebne anekdote, ko sem bil še zelo dovoljno star, da sem se zavedal te stvari, ampak nisem o tem tako razmišljal, mogoče konec osnovne šole, so začele pri nas prihajati na televizijo in tako res dokumentarci in da se je res začelo govoriti o tej okoljski problematiki, ki jo v resnici že zelo dolgo poznamo, ampak se je zelo dolgo to uspešno dajalo na stranski tir. Potem je pa to začelo prihajati v mainstream medije in se spomnim, enkrat je nek moški rekel v nekem intervjuju, ne vem, karkoli je že bil, nek znanstvenik, da smo zdaj na točki, kjer bo treba okoljsko angažiranost v vse ravni družbe vključiti, da se bo ta sprememba zgodila. In je rekel, to bo treba dati tudi v umetnost, poezijo. In takrat se mi je zdelo, pač kot nekemu osnovnošolcu pa srednješolcu, da ta poezija ne bo delovala, da to ne bo noben prav. Ta okoljska problematika je pač neka znanstvena stvar, to so neki grafi, to ne sodi v to. Pač lahko o tem pišeš, ampak to se ne bo nobenega dotaknilo. No, zdaj je pa prišlo v zelo kratkem času do te, seveda sem tudi jaz odrastel, no, ampak prišlo je pa res do te mere, da se mlada populacija zelo zaveda, v kakšni krizi smo in se nas to čustveno dotika, ker je vprašanje naše prihodnosti. To se lahko zelo hitro, se lahko neke zelo slabe stvari zgodijo. In se mi zdi, da pa zdaj je pa na tem nivoju, kjer pri meni to prav hoče priti v to poezijo, ker je to tisto eno vprašanje našega časa, ki je nad vsemi ostalimi, po mojem mnenju. In se mi zdi, da se moram s tem ukvarjati kot človek. Tako da je to ta tematika zelo zavestna in se zelo dostikrat pojavlja, ker dejansko čustveno na mene vpliva to stanje. No. Tako da mladi dejansko
imajo to kot s tem so čustveno povezani. Ne? Ker se mi zdi, no, nekako, da starejše generacije nekako njim, pa mogoče tudi že nam, ker sem pač toliko starejša, nekako ne pride do srca, oziroma je to kot nekaj, kar se dogaja in kar bo minilo, ne? Kot nek simptom neke ere. Ne? Tako je. Ampak dejansko ni. Ne? Jaz razumem to do neke mere in se mi zdi popolnoma isto opažanje imam, kot si ti zdaj povedala. In se mi zdi, dobro, ena stvar je, da starejši kot si, bolj so tvoje neke sheme delovanja sveta rigidne, težje res nekaj korenito spremeniš v svojem prepričanju o tem, kak svet deluje. In svet se nikoli ni niti približno toliko spremenil v eni generaciji kot v zadnjih 40 letih, recimo, odkar so moji starši bili mladi, naprimer. In je res to, oni imajo še vedno to perspektivo, vse te krize so bile, pa so šle. Je bil rimski imperij, pa je propadel, pa je bila Jugoslavija, pa je propadla, pa je bil nemški rajh, pa je propadel. Ampak vse te stvari so bile, enostavno povedano, geografsko zamejene. Krize, kot je pa podnebna kriza, pa človeštvo niti približno ni še nikoli srečalo. To je drugače kot vse, kar smo videli do zdaj. In če se bo to zgodilo, ne bo noben zbežal. Razen, če bo Elon Musk z 10 ljudmi šel na Mars. To je edini scenarij nekega pobega. Če bo prišlo do te točke. Ne? In ja, ravno mladi zato, ker smo še v tej fazi, kjer izoblikujemo svojo predstavo o svetu in prihodnosti in vidimo to in vemo, da moji starši moče res ne bodo doživeli, ampak jaz pa, če bom živel do 80 leta, pa neke posledice tega bom zagotovo doživel. Tudi če jutri to ustavimo, nekaj bo prišlo za nami. In če ne druga, bo politična destabilizacija, masovne migracije, to, kar zdaj vidimo, ni nič. 1 milijon ljudi iz Sirije ni nič. Če bo treba Indijo izseliti, 1 milijardo ljudi, bo to nek kaos na čisto novem nivoju. In že politično gledano je to izjemno nevarno. Ne? Tako da se mi zdi, da to za marsikoga, ki se kot mlad tudi z literaturo ukvarja, to včasih tudi pozavestno ta strah pred tem pronica v naše tekste. Ja, ker mislim, ogromno umetnikov tudi, kot ti zdaj praviš, čuti to eno dolžnost, da tudi v svojo umetnost pač vpletejo to kot nek, mislim, da dajo eno zavest temu. Ne? In mislim, da je to tudi, kot sva prej rekla, ena dolžnost umetnika kot javne osebe, da dejansko tudi s tem sooči bralca in ga pač malo ga zadene, oziroma da ga malo zaboli. In jaz mislim, da ti je tudi z pesmimi, kot je Kraljestvo Zlatoroga in te, ki jih bova zdaj brala, ti je nekako tudi uspelo malo mislim res malo pikniti, no? Tudi na eno drugo. Upam, da. To je cilj. Tu se po mojem tudi res vidi spet ta lepa delitev naših vlog v družbi. Znanstveniki so sigurno tukaj na prvi fronti tega, da nam ob enem prikažejo, kaj se dejansko dogaja in hkrati ponujajo neke tehnološke rešitve, ampak tehnološki in znanstveni jezik se ne dotakne vseh, ker bi lahko spet bila ta paralela z temi teorijami zarot in tako dalje. Naša naloga je, da na nekem drugem nivoju, bolj osebnem, čustvenem in moče razumljivem ljudem, to isto stvar predstavimo. Ne? Ker pesem te zadene drugače kot graf. Oba dva imata neke svoje efekte in svoje sporočila, ampak so drugačne in publika rabi oboje, se mi zdi. Ne? Ljudje morajo biti obojemu izpostavljeni in pač to je moj prispevek k temu ozaveščanju, recimo. Ja. Zdaj, Matic, mislim, da bi lahko midva res vsako pesem zdaj tako analizirala, ampak se mi zdi nekako, da nama čas odteka kar. Definitivno. Hawking je imel prste vmes, ne? Ja, definitivno. Tako da jaz te vabim k drugemu sklopu branja, se pravi teh bolj okoljskih, tudi intimnih, kjer si tudi mislim, da še boljši, tudi kot v angažirani poeziji. In s tem bova potem se tudi poslovila, oziroma na koncu bova seveda še rekla kakšno besedo. Ok. Prva pesem je Govorica kamnov, ki je bila v bistvu napisana v sklopu te akcije Poezija na mestnih ulicah, plakatov MKC-ja, ki si ga prej omenila. In ta pesem je bila v bistvu napisana po ilustraciji enega mariborskega ilustratora in so bili takeni kamni z smehljajočimi se obrazki, zelo lepa ilustracija. In eno pesem sem jaz napisal in jo je on ilustriral in ta pesem je Nočne vedute, ki je zadnja v tem sklopu.
ta prva pesem je pa on narisal ilustracijo, pa sem jaz napisal pesem po njej. Tako da ta pesem je v bistvu nastala po tem. Govorica kamnov. Pravim, da. Mitološke pokrajine vendarle obstajajo. Da. Otroci v kletkah naših reber še vedno skačejo in plešejo čez pobočja in v kamnih še vedno odmeva tisoče kristalinično zvezanih glasov protobitji, ki jih je moč slišati, vendar nimamo še ali nimamo več načinov. In zemlja je glasnejša od podzemne železnice, od topov, od človeških src, ki se bodo ohladila, okamenela, kristalizirala in se sprijela s konglomeratom gajne gmote, lesketajočega se mineralnega srca, ki nosi skozi črno praznino spomine čisto vseh. Iskalci zvezd. Zvezde pristajajo v puščavi. Tako mehko padejo na puhasti prah matere zemlje, kakor v svojo posledno posteljo. In najbolj vztrajni ljudje si nadenejo slušalke in si oprtajo svojo opremo in hodijo čez puščavo v smrtonosni vročini. Medtem, ko mi sedimo za računalniki in pišemo poročila in stojimo v prometnih zamaških in vzdržujemo proizvodne linije in kuhamo in učimo, oni iščejo zvezde. Njihovo poslanstvo je skoraj mitološko. Laiki mislimo, da bo nekdo nekoč odkril kos neba, ki bo razparal puščavo, ki bo razparal naš pojasnjen svet in naša fabricirana življenja. Razparal, paral, tresel, razmajal, razril, razdvojil, razkrojil. Nek kamen, ki bo žarel kot neon ali pa bo zelen kot smaragd, bo spodkopal same temelje naših modelov in izračunov in bo nekaj tako drugačnega, da bodo naši možgani boleli od preoblikovanja predstav o resničnem. Ampak vse, kar iskalci prinesejo nazaj, je navadno kamenje. Eno lepše, drugo bolj suhoparno, ampak še vedno kamenje. Kam izgine tisti si, ki ga vidimo, ko zvezde padajo na puščavo? Kam izgine tisti si v nas, zaradi katerega smo nekoč iskali zvezde na svojem vrtu? Kitajska potegavščina. Ta pesem moče tudi rabi en mikrokomentar, to je ena mojih najbolj performanih slam poezij in je nastala v bistvu kot satira na eno prvih res bizarnih izjav Donalda Trumpa potem, ko je prevzel predsedovanje in sicer je izjavil, da je globalno segrevanje kitajska potegavščina. In ta izjava je bila tako bizarna, da se mi je zdelo to kliče po nekem komentarju in ta pesem je komentar na to izjavo. Globalno segrevanje je kitajska potegavščina. Kitajska. Meni 43 je res dobil nek nov priokus. Katerega piščanca boste zdaj raje izbrali? Sladkokislega ali KFC? Ste si kdaj mislili, da si lahko izmislijo kaj takšnega? Potem, ko so za nas izdelali ves plastičen kič, vse cenene ovitke za telefone, vse igrače, ki jih naši otroci dajejo v usta, vse poceni in nepoceni elektronske izdelke in vsa oblačila z vonjem po nedoločljivih kemikalijah, so si izmislili nekaj tako bizarnega. Potem, ko so razkopali svoje rodovitne površine za redke zemlje in zastrupili svojo vodo z industrijskimi odplakami in zakadili svoj zrak s strupenim smogom, so prišli na dan s tem globalnim segrevanjem. Pa se ta neumni izraz bi bilo treba prepovedati. Vse smo kupili od njih, ampak tega pa ne bomo. Ste si kdaj mislili, milenici, da boste dočakali ta dan? Dan, ko bo Kitajska vodila boj proti globalnemu segrevanju. Ne, niste. Ker še včeraj je bilo vse na svojem mestu. Vsi smo vedeli, kaj pomeni Made in China in kaj pomeni Made in USA. Kdo distribuira ponarejene kamere in kdo originalne pametne telefone. Kdo nam pošilja sladkokislo omako in kdo kokice. Kateri meni je družinska sreča in kateri meni je Happy Meal. Kdo je varuh svobodne demokracije in kdo je leglo komunizma. Potem pa so se prebudili pozabljeni mojstri na vrhu meglene gore. Bojevniki so zaklali zmaja in žrtvovali njegovo ognjeno srce. Porcelanaste vaze dinastije Ming so se vrtele v zraku kakor v breztežnostnem prostoru in skodelice zelenega čaja so padale po tleh.
energijski tokovi Feng Shuja so spremenili svojo smer in nenadoma so bila vsa stanovanja obrnjena na robe. Glineni vojaki so bojda jahali kozle v soju mesečine. Nekdo je moral spustiti nekega antičnega vraga iz skrinjice in svet je zamenjal svoje pole. Tibetanci so še vedno pod represijo in Dalaj Lama je še vedno v izgnanstvu in meniji v kitajski restavraciji imajo, na srečo, še vedno iste številke. Ampak Kitajska zdaj vodi boj proti globalnemu segrevanju, medtem ko se ZDA s prstom v svoji riti otepa neonacistov in se pretvarja, da Florida ni nič bolj poplavljena in orkani nič pogostejši kot pred 20 leti. Kdo bi si mislil, da bomo videli tak dan? Kraljestvo Zlatoroga. Ljudje bi si s Triglavskim narodnim parkom obrisali rit. Boli njih kurac. Naj krvavi Zlatorog in naj iz njegove krvi zdravilna rožca zraste. iFeel Slovenija pošlje drone, Instagram mobilizira migracijski turizem, migrante, turiste, alpiniste, naturaliste, avanturiste, hipsterje, neohipije, trendseterje. Gore so kraj, kjer se rojevajo inspirativne modrosti in se generirajo novi lajki. Milijon ljudi želi biti samih ob istem romantičnem jezeru. Vsi imamo do tega isto pravico, le različne ekonomske opcije. Vsi lovimo mitologijo, za katero trdimo, da ne obstaja. Vsak otrok ve, da se v gorah rojevajo pravlična bitja. In vsak odrasli mu pritrdi zgolj zato, da ne bi razblinil njegovih iluzij. Ker v resnici ne verjamemo več. Jaz pa gledam te gore, ki so tako ostre, da bi lahko zaklale Kiklopa, in tako masivne, da bi lahko bile zgolj kartonasta maketa pod mano. Ko je ozračje res čisto, jih lahko otipaš z očmi. Jezero v dolini je globoko in modro. Tudi jaz, kot milijon drugih, sem prišel sem iskat del sebe, ki je živel tukaj pred začetkom časa. Gorske vile so samo še ena izumrla vrsta pod pritiskom človekove prezence. Kako naj pridem sem in se ne počutim krivega? Je človeku sploh še dovoljen vstop v gorsko deželo? Komaj še poznamo prakso čiste ponižnosti pred domovanjem bogov in Zlatoroga. Danes bi ljudje slikali selfije z njim, dokler ne bi poginil od stresa. Vse planike bi potancali in vso okoliško grmovje napolnili z WC papirjem in plastičnimi vrečkami. Z globoko žalostjo in globoko krivdo sem prišel sem. Triglavski narodni park krvavi. Najprej je lovec ustrelil Zlatoroga, zdaj bo milijon njegovih vnukov poteptalo njegov dom. Ne more obstati ločen od ostalega sveta, ki joče pod plastično odejo. Naš ledenik, tako kot naš ponos, tako kot naše legende in gorski miti, se je skoraj že stalil. Kaplja, kaplja, kaplja. Bolj kot je pokrajina surova in divja, lepša je. Zato rinemo tja in bolj kot rinemo tja, manj je surova in divja. Tam pod vrhom te bom počakal. V trgovskem centru, v živalskem vrtu, na smučišču. Še slišiš zavijanje vetra mimo vrhov? Še vedno si lepa, mati, oprosti mi. Kaplja, kaplja, kaplja. Skri se, Zlatorog. Jaz bom iz tvojega doma odnesel pločevinke s tvojo podobo. Morda se nekega dne noben človek več ne vrne sem. Takrat bo tvoj dom spet dom vseh pravličnih bitij in resničnih živali in cvetic in deviškega snega. Takrat boš spet lep, kot prvikrat, ko sem te videl. Ta pesem je bila napisana leta 2018 ob 100. obletnici konca Prve svetovne vojne. Krasnasih čiplanin je naslov. Evropska mati pajkoka je razpredla gnusno mrežo rjastih žic čez gorske vrhove in vanje izlegla svoja svinčena jajčeca. Hodil sem po tej mitološki deželi in skoraj videl sledove zob na zemeljnatih stenah paranoičnih rovov, kjer so vojaki žrli to zemljo v svoji inhibirani paniki, ki je razstreljevala njihove glave. Skoraj kot nepotrebno drobovje v mojem telesu so ti rovi infekcijsko razpredeni pod gorami. Temen žolčih preplavlja, ko je noč in ni nikogar blizu. Neokusno bi bilo prepredati mojo osebno stisko
s to stisko kolektivne zgodovine. Kosci krvavega mesa so pršili po tej zemlji, kakor nežne kapljice gnojila gnojijo njivo. Na bruhanje mi gre, ampak je spoštljiva slabost, bruhanje kot darovanje svoje vsebine. Izbruhal bi rad vse granate in bombe in šrapnele, ki jih jetra časa ne prebavijo in nas tiščijo nekje pod požiralnikom. Bruhal bi jih kot imena padlih, ki so, izklesana v steno mavzoleja, kakor otroška čačka na šolski razstavi. Nihče, razen bližnjih sorodnikov, jih zares ne opazi. Soška fronta, avtohtona slovenska vrsta trpljenja. Mitologija vročih cest. Tak vročinski val je zajel naše ceste, da se mi je v vročici razkuhanega možga za trenutek zazdelo, da vidim, kako vzhaja tukaj nova mitologija, kako raste tukaj nova nevada, kako se te ceste v varljivem migotanju atmosfere spreminjajo tako, zelo počasi, v tiste ceste. Ceste skalnatih dolin in kačjih lukenj in neskončnosti. Neke druge civilizacije, neke druge kulturne juhe. Morda bodo tudi tu, ob teh cestah, na koncu, pod razbeljenimi žarki, preživele le še zarevele bencinske črpalke in ceneni moteli za roparje in posiljevalce in uporniška dekleta. Nekoč se bom peljal tukaj in plazilci bodo bežali z asfalta. Hladil se bom v senci obcestnega bordela. Simpatične kurbe se mi bodo nasmihale. Usušeni kvartopirci, potepuški pankrti, dobre pičke v prekratkih kavbojkah zleknjene na vročem plehu dolgih cestnih ladij, razbeljeno orožje, zastarelo in neuporabno, ki ga imajo samo zato, da ga imajo. Ceneni viski in vročina, ki dokončno sterilizirata razum. Kaj pa mitologija tistih cest prihaja sem? Ali pa bo tukaj nastala nova mitologija vročih cest, ki se rodi, ko alkohol občuje z vrelimi možgani in ko čudaki, ki so bili vse življenje priklenjeni na svoj vrt, po teh cestah odtavajo dlje kot kadarkoli prej. Predelana mitologija zaklanih domorodcev in puščavskih religij? Ali pa nova mitologija obešenih kmetov, Hoč in Orehove vasi, ali pa motoristov, ki so jih prehitevalne škarje razrezale, da so ostali ujeti med svetovi? Da, nekaj takega se kuha v tej vročini. Preteklost teh krajev izhlapeva in v smrti zelenja raste nova nevada. Novi temni vek. Globalizacija na čisto novem nivoju. Nastajajo ceste, po katerih se majhne punčke ne vozijo same. Tako se mi je v tisti vročini zazdelo. Možno je seveda, da je bil samo privid. In še zadnja pesem, Nočne vedute. V nočnih vedutah mest je zapisan moj DNK digitalnega otroka. Prometne žile so kot vijačnice s svojimi hipnotičnimi sekvencami. Neka hitrost je v nočnih lučeh in ta ista v moji glavi. Sami smo si zapisali ta vzorec in zdaj on piše nas. Ti si nekje v teh migotanjih, vsaka prejšnja verzija in vsaka naslednja. Neizogibna predispozicija ljubiti, noro in obupano in naivno, utripa celo v najbolj mehaničnih stvaritvah, tako globoko je opisana v naš program in v nočnih vedutah mest je zgolj zarisan načrt naših duš, kjer mehanična srca, pisana v temi prsnega koša, obupano in strastno, iščejo drug drugega po osvetljenih ulicah mest. Matic, hvala. Zdaj za konec bi še sam kaj dodal, mogoče? Sva kaj pozabila? Bi še kaj izpostavil? Izpostavil bi predvsem to, da sem zelo hvaležen za to priložnost in za tvoje povabilo in za feedback, za izbor pesmi. Zelo prijeten pogovor je bil. Veselim se, da bomo kdaj tudi kak slam organizirali tukaj v Murski Soboti. In vsem, ki se jim zdi, da bi to bil nek način za izražanje, polagam na srce, naj pišejo. Konec koncev se mi zdi, to je tako kot ples ali pa petje, tudi če je slabo po nekih
eksternih kriterijih, dokler to počneš z nekim veseljem, ti to nekaj pomeni, ti to pomaga mogoče neke stvari razrešiti, je to. Seveda potem za nastopanje in objave in tako dalje je ogromno prostora za napredovanje. Tam pa največ se mi zdi pomaga pa to, da si izpostavljen temu, kar drugi ustvarjajo. To se mi zdi je vedno največja potisna točka, da bereš poezijo, poslušaš poezijo, druge avtorje, različnih generacij in iz tega se mi zdi se največ naučiš vedno, v vsem. Teda to. Lepo si to povedal, pa tudi tebi seveda hvala za prijeten pogovor. Dosti smo izvedeli, dosti doživeli, tako da seveda pa veliko sreče na tvoji sreče in seveda še česa drugega, ne, na tvoji ustvarjalni poti. Hvala lepa, Lučka. Mogoče se pa še vidiva na tem odru, ne. Mogoče, z Ja. veseljem. Oziroma skoraj definitivno, no, ker imamo namen v kratkem narediti slam večer, tako da vse dobro. Super, hvala ti, Ja. najlepša hvala. Hvala. Zdaj vam vsem pa želim en prijeten večer in se seveda vidimo na spletu besed naslednji mesec. Hvala in nasvidenje.